Ta projekt je drugačen od projektov, ki smo jih videli zdaj. Tukaj v tem projektu ne gre za digitalizacijo same dediščine, objektov, predmetov, ampak gre za digitalizacijo procesov, s katerimi varujemo kulturno dediščino, se pravi postopkov. No, ministrstvo je prav ta projekt postavilo z namenom, da bi okrepili uporabo e-storitev na področju kulture, ker vemo, da so te slabo razvite. Kot področje, v katerem pa fokusiramo te storitve, pa je varstvo dediščine v prostoru, ker vemo, da so ravno posegi v prostor tisti, ki poleg nevzdrževanja najbolj ogrožajo dediščino. No, projekt smo začeli leta 2017 in prvotno je bil načrtovan do leta 2020, podaljšan do konca prihodnjega leta, pokriva se iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in je vreden skupaj 2 milijona evrov. To so te osnovni podatki o projektu. Zdaj, kaj smo si pa zastavili kot cilje tega projekta, takrat, ko smo ga oblikovali? Prvi je posodobitev registra nepremične in nesnovne kulturne dediščine, drugi je opredeliti sistem varstvenih območij dediščine. To so območja, ki jih je sicer uvedel že zakon iz leta 2008, vendar v praksi še niso bila vzpostavljena. Se pravi, vzpostavljamo nov sistem, ki bo omogočal tudi varstvo dediščine, ki ni razglašena za spomenik neposredno, ne tako kot je zdaj skozi prostorske akte. No in tretji sklop je bil pa sistem za učinkovito evidentiranje in spremljanje arheoloških raziskav. Da bomo vse to lahko razvili, seveda je treba vzpostaviti dovolj sodobno in zmogljivo infrastrukturo, in ki pač mora omogočati tudi trajno hrambo teh digitalnih vsebin, ki bodo pri tem nastajale. No, potem so pa še malo cilji na višjem nivoju, ki so pa povezani s povezovanjem s projektom e-prostor, ki ga razvija Ministrstvo za okolje in prostor. No, zdaj stopamo v zadnje leto projekta in dejansko smo marsikaj od teh ciljev že uresničili. Register nepremične in nesnovne dediščine je v bistvu vsebinsko, je tehnološko in informacijsko posodobljen. Spletna aplikacija, tukaj vidite v bistvu ta uporabniški vmesnik, ki je razvit, deluje v okolju državnih organov, v državnem računalniškem oblaku. Register smo tudi delno vsebinsko posodobili in dodatno prilagodili mednarodnim standardom. Popolnoma nova pa je podpora za razglašanje kulturnih spomenikov, ki bo vključevala tudi možnost javne obravnave za seznanitev lastnika z razglasitvijo, recimo. V sklopu arheoloških raziskav smo podprli celoten postopek izdaje kulturnovarstvenih soglasij za te raziskave, od oddaje vloge, izdaje soglasja, spremljanje raziskav, pa potem do poročanja in vodenja evidence, prostorske evidence teh raziskav in do oddaje gradiva v muzeje. Pomembno je, da so vključeni prav vsi deležniki, ki v tem procesu sodelujejo. Kar se pa varstvenih območij tiče dediščine, je bila pa v sodelovanju z zavodom razvita metodologija, pripravljene so pravne podlage in razvoj aplikacije v teku, medtem ko za prva dva sklopa pa aplikacijo že testiramo, pripravljamo podatke za migracijo in načrtujemo, da bomo poleti prihodnje leto začeli z uporabo tega sistema. Se pravi, povsem nekaj drugega kot tisto, kar smo videli v prejšnjih predstavitvah. Smo pa veseli, da bomo lahko s projektom nadaljevali, ker smo uspeli v okviru načrta za odpornost in okrevanje vzpostaviti nadaljevanje projekta e-dediščina. In sicer na nepremični kulturni dediščini želimo nadaljevati z informatizacijo oziroma digitalizacijo teh procesov, recimo za izdajanje e-kulturnovarstvenih soglasij, ki se bo lažje vpelo v e-gradbena dovoljenja. Potem poseben sklop je pa zdaj ta, ki je pa bolj blizu temu, kar smo videli na teh predstavitvah, je pa razvoj predstavitvenih podatkov. To je v bistvu eno odprto skladišče, kjer bo v bistvu prostor tudi za te izmere in 3D modele, ki nastajajo pri turističnih produktih. In tam bodo te digitalne vsebine, ki so povezane z registrom, na voljo trajno in javno vsem, da jih bodo lahko pregledovali, jih ponovno uporabljali in nadgrajevali z najsodobnejšimi tehnologijami.
V nadaljevanju je predvideno, da se projekt nadaljuje tudi na področju premične dediščine, in sicer s postopkom dela z dediščino v muzejih, zato da bi tudi tam pospešili digitalizacijo in zagotovili bolj učinkovito upravljanje teh digitalnih vsebin. No, ta novi projekt naj bi trajal do konca leta 2025, ocenjen pa je bil na 4,9 milijona evrov. Zdaj, kje pa sploh je povezava med to e-dediščino in kulturnim turizmom? Na prvem mestu so to zagotovo podatki oziroma register kulturne dediščine, ki je že zdaj na voljo vsem, in smo tudi v prejšnji predstavitvi videli, s pridom ga uporabljajo tudi drugi projekti. Skratka, je osnova za vse, kar se gradi, in to je bil seveda tudi naš namen, ko smo ta register vzpostavljali. Trenutno imamo register razvit nepremične in nesnovne dediščine. V nepremičnem registru je več kot 30 tisoč enot, v nesnovnem nekaj manj kot 100, pa 270 nosilcev te dediščine. Zdaj, pomembno je, da je to uradna evidenca, ker z uporabo registra v vseh teh postopkih zagotavljamo njegovo ažurnost. Skratka, evidenca je tekoče vzdrževana in je kot taka potem tudi vsem drugim uporabnikom na voljo. Zdaj, v okviru projekta e-dediščina smo zaradi zagotavljanja večje dostopnosti že posodobili GIS pregledovalnik podatkov registra, pa tudi vzpostavili spletno mesto za prevzem podatkov, kjer si lahko vsi uporabniki prevzamejo podatke registra, pa tudi druge podatke o kulturni dediščini. No, register je osnova tudi za označevanje kulturnih spomenikov, ki smo ga nadgradili na ta način, da smo na tablice dodali QR kodo, s pomočjo katere je možen enostaven dostop do osnovnih podatkov registra za mobilne naprave, in sicer tudi v večjezični obliki, in tudi ta storitev je na voljo vsem, ki jo želijo uporabljati. Zdaj, morda bi kot primer uporabe podatkov registra in drugih podatkov omenila hekaton Kulturna pustolovščina na dlani. Nekateri ga poznate, nekateri med vami so celo sodelovali na njem. No, v letu 2018 smo ga organizirali skupaj z Ministrstvom za javno upravo, STO in tehnološkimi partnerji, in sicer je bila naloga, da udeleženci hekatona izdelajo idejno zasnovo informacijske rešitve, ki bo z vizualizacijo odprtih podatkov, to se pravi open data, kot jim pravimo, omogočila boljšo promocijo in doživetje kulturne dediščine v turizmu. No, rezultat je bil 9 inovativnih informacijskih rešitev, ki so jih udeleženci razvili v manj kot dnevu in pol, kar se nam je zdelo izjemno uspešno. 3 najboljše so bile izbrane na samem hekatonu, zmagovalna pa na dnevih slovenskega turizma, no, in ta zmagovalna si je za ciljno publiko vzela družine z otroki. Ponosni smo, da smo v letu 2019 za izvedbo hekatona dobili nagrado Evropske mreže za kulturni turizem, in sicer prvo nagrado v kategoriji inovacije in digitalizacija, za katero se poteguje tudi projekt, ki ga je pred menoj predstavil kolega, pa bomo verjetno danes ali pa jutri izvedeli rezultate. No, zdaj smo bolj govorili o tem, kaj lahko podatki o dediščini, ki prinesejo turizmu. Zdaj, tole prosojnico sta pa v bistvu kolega pred menoj že nekako razložila. Tudi projekti na področju digitalizacije turizma lahko vrnejo nekaj kulturni dediščini, in sicer za vas pri turizmu je zanimivo takrat, ko so modeli narejeni, pa potem, ko začnete to nadgradnjo, interpretacijo, razlago. Medtem ko za nas, ki smo nekako varuhi kulturne dediščine, so pa te osnovne izmere, ki jih naredite, tiste, ki zagotavljajo temeljno dokumentacijo kulturne dediščine, ne samo za primere, da bomo v bodoče znali pokazati našo kulturno dediščino, ampak tudi za primere, ko se zgodi tisto, česar nočemo. Se pravi, če se zgodi naravna nesreča ali kaj takega. Se pravi, in to vidimo v teh predstavitvenih podatkih, in tako se nam nekako zaključi ta krog posredovanja podatkov. Zdaj pa samo, če imate še, zaključujem, ampak če imate še minutko časa, še tale prosojnica, ki je nekoliko drugačna povezava med projektom in kulturno dediščino.
Vse, kar počnemo v projektu e-dediščina, delamo zato, da bi bilo varstvo dediščine bolj učinkovito in da bi bila dediščina bolj ohranjena. No, ta slika lepo kaže, kako pomembno je ohranjena kulturna dediščina za turistično ponudbo in vemo tudi, da v bistvu kulturna dediščina pomembno vpliva na izbiro turističnih oziroma počitniških destinacij posameznikov. Zato sem z njo želela povedati, da moramo pri vsakem povezovanju med dediščino in turizmom iskati take načine, da bo imela od njih korist tudi kulturna dediščina. No, in pri digitalizaciji smo nekaj takega v bistvu s tem ciklom videli posredovanja podatkov, tako da tudi pri drugih modelih priporočamo ta vzorec. Hvala lepa za pozornost. Zdaj pa najbrž vsi veste, kako je